Marko, najprej en poseben pozdrav seveda našemu kandidatu, gospodu Romanu Kramerju in domačemu županu. Hkrati še enkrat zahvala za vrhunsko konvencijo, ki smo imeli tukaj v Celju pred nekaj dnevi, pred enim tednom, gospodu županu iz Vojnika. Jaz sem vesel, da danes počasi že na nek način zaključujemo te predstavitve, glede na to, da je Slovenska ljudska stranka bila ena od prvih, ki je sestavila celotno listo, vložila tudi kandidat, torej to listo uradno na volilno komisijo, kot se temu reče. S tem smo res dokazali eno, bom rekel, vrhunsko učinkovitost in organiziranost. In tega sem še posebno vesel. Smo sredi volilne kampanje, ker se začnejo prva resna soočenja in želim si predvsem to, da bodo ta soočenja resnično predvsem vsebinska, da bomo lahko politične stranke predstavili svoje videnja za prihodnji mandat. V Slovenski ljudski stranki smo pripravili dober delovni načrt za naslednji mandat z jasnimi ukrepi in roki pri teh ukrepih, ker se nam zdi, da je bilo do sedaj vse preveč govorjenja in filozofiranja, malo dejanj, v naslednjem mandatu pa potrebujemo predvsem dejanja. Dejanja in še enkrat dejanja. Želim si, da bi v naslednjem mandatu, kjer verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka imela pomembno vlogo, bilo več konstruktivizma, več konstruktivne politike, več kulturnega političnega dialoga in tudi več konsenza. Verjamem, da pri vseh točkah ne bomo imeli enakega razmišljanja posamezne politične opcije. Trdno sem pa prepričan, da bomo pri ključnih izzivih vendarle mogli in morali najti konsens, zato me čudi že vnaprejšnjo izključevanje nekaterih. Skratka, že napoved naprej, s tem pa ne bom sodeloval, s tistim pa ne bom sodeloval in tako naprej. To je zame v tem trenutku preprosto nedopustno, ker je situacija v državi takšna, ki terja od nas odgovornost do te države, odgovornost od nas ljudi, od vseh ljudi v te države. In pri tej odgovornosti je preprosto potrebno pozabiti na vsa sovraštva, na vse konflikte in vse to pustiti za sabo in delati predvsem za to, da nam bo v tej državi bolje. Sam bi izpostavil 4 ključne točke. 4 točke, s katerimi se bomo spopadli proti strahu, ki se je naselil v državljankah in državljanih. Strah ali pa zaskrbljenost pred izgubo službe, strah in zaskrbljenost pred tem, da morebiti jutri ne bodo v stanju izšolati svojega otroka ali pa plačati položnic. Da ne bodo imeli kaj zadati v lonec. Ta strah je tako močan, da si pravzaprav niti ne znamo predstavljati. In program ali pa delovni načrt, ki je usmerjen, in te 4 ključne točke, ki jih bom navedel, so namenjene temu, da ta strah v naslednjem mandatu zmanjšamo. Verjamem, da ga ne bo moč popolnoma izkoreniniti, ker bo ta pot iz krize daljša kot je en mandat. Ocenjujem, da bo to trajalo 2 mandata, če ne celo 3, ampak potrebno je storiti vse, da vendarle ta trend, ki je bil zdaj strogo navzdol obrnemo navzgor. Torej, prva točka je gospodarska rast. Vse in še več bomo storili, da gospodarstvu damo možnost, priložnost, da zadiha z obema polovicama pljuč, ne samo za eno. Drugo, to seveda ne bo možno brez učinkovitega javnega sektorja. Tretje, to, kar opozarjamo praktično vsi, od gospodarstva naprej, od vrha gospodarstva naprej, ki je bil nedolgo tega in praktično vseh ljudi, ki so nezadovoljni s tem, govorimo o pravni državi.
In četrto je samooskrba Slovenije za zdravo domačo hrano. Tukaj pred vami je že del tega, da bomo, ki kaže na to, da bomo seveda samooskrbo za zdravo domačo hrano povečali v vseh vidikih. To ne bo enostavno, ampak to je preprosto ključno in strateško vprašanje te države. Padli smo namreč na odstotek, ki je zaskrbljujoč. Mi v tem trenutku predelamo samo za zajtrk vseh Slovenk in Slovencev, za kosilo in večerjo pa nimamo več. Tako da v naslednjem mandatu bo potrebno to samooskrbo dvigniti vsaj na nivo, da bomo še kosilo lahko opravili. Večerjo pa potem v naslednjem mandatu. To so v časih teh takšnih ali drugačnih kriz seveda resna vprašanja. Naj zaključim. Slovenija potrebuje predsednika vlade, ki bo krizni menedžer, ki bo vedel, kaj so prioritete, ki se ne bo ukvarjal z nepomembnimi vprašanji, ki se ne bo ukvarjal z tem, kdo je kriv za to, da smo prišli sem, kjer smo, ki se ne bo ukvarjal z izhodnimi strategijami, ampak ki se bo ukvarjal z jasnimi cilji in rešitvami za probleme, v katerih smo se znašli. Predsednika vlade, ki ne bo imel takšnih ali drugačnih nahrbtnikov, večjih ali manjših, predsednika vlade, ki bo to državo pripeljal v principu zdrave kmečke pameti, če hočete, ali pa razuma. Razuma, ki ga je bilo v tem mandatu, po moji oceni, veliko premalo. Jaz verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka in vsi kandidati, ki so na listah, ki so dobri, odlični, predvsem ljudje iz prakse, ljudje, ki živijo z okoljem, ki živijo z ljudmi, pravi odgovor na ta vprašanja, na te dileme, ki so. In Slovenska ljudska stranka je po moji oceni v tem trenutku edina racionalna izbira. Dokazali smo, da znamo in zmoremo, da smo lahko konstruktivni, tudi takrat, ko to ni enostavno, ne samo pri besedah, ampak tudi pri dejanjih. Mnogi bodo to šele morali dokazati. Pri besedah ni težko biti konstruktiven. Veliko težje, veliko težje, govorim iz svojih lastnih izkušenj, pa je biti konstruktiven takrat, ko to ni enostavno. Tako da, ampak pogledajte, s to politiko bo Slovenska ljudska stranka nadaljevala tudi v prihodnjem mandatu, ne glede na to, kako se bodo zadeve obrnile. Drugače preprosto ne gre. Hvala lepa. Hvala lepa. Kandidat, Roman Zelanek. Se bo zdaj razdelal? Evo, že obljubili.